Lepo pozdravljeni vsi poslušalci. Tokrat je z mano že v novi 7. epizodi podcasta Poslušam se. V tej epizodi gostim specialno pedagoginjo Heleno Kokut. Helena že vrsto let za učence, starše in pedagoge vseh smeri pripravlja izredno zanimiva, kvalitetna gradiva. Vsa so narejena tako, da učenje preko igre lažje steče. Starši in pedagogi tako na njeni podstrani in spletni učilnici lahko najdete njene učne liste in vsa ostala gradiva. Poleg tega pa ima zbrana gradiva in povezave za pomoč učencem pri učenju. Zelo sem vesela in počaščena, da se je odzvala povabilu in da je današnja gostja, saj njena gradiva uporabljam že vrsto let. Heleno pa lahko spremljate tudi na Instagram profilu Helena Kokotka, kjer z vami deli zanimive in koristne trenutke. Helena, lepo pozdravljena. Pozdravljeni. Ja. Današnja tema pogovora sicer ne bo gradiva, ampak bo mogoče malo bolj poletno pobarvana in obarvana. In sicer bomo govorili o enem zelo zanimivem projektu in sicer Tačke pomagačke. Ta se je na vaši šoli izkazal kot zelo uspešnega in učinkovitega. Kako dolgo na vaši šoli že poteka ta projekt? V bistvu smo začeli 7 let nazaj. Ko bom rekla, to je v bistvu prva anekdota, tako bom rekla. Zato, ker 7 let nazaj, ko je bil moj sin v 2. razredu, sem ga peljala v knjižnico, ker je bil knjižni mol. In v knjižnici je bil velik plakat, da se lahko prijaviš na branje s psom. Zanimivo. Pri njem je bila ta razlika, da zelo rad je bral in strašno se je bal psov. Mi vsi smo veliki živaloljubci in pasjeljubci. No, on je imel eno nesrečno prigodo, še ko je bil v vozičku in od takrat se je bal psov. In potem sem jaz to nekako, branje s kužki, pa v knjižnici, pa še tisti knjižničar, ki mu je bil zelo ljub, je tako, se lahko prijaviš, pa prideš, pa tam pride kuža, pa z njim sediš, pa ga božaš, pa bereš. Pa je on bil tako malo skeptičen, pa sva pa rekla, lahko te dava na seznam, te prijaviva, in ko boš na vrsti, še vedno lahko rečeš ne. No in pol je tisti čas prišel, ker je bila že dolga čakalna vrsta, smo dobili obvestilo, da je na vrsti in midva sva šla in bo šel in tam čakava pred čitalnico, ki je bila vsa zaroletana in pride knjižničar pa pravi, mami gre na kavico, ti greš pa kar noter in noter te že čaka kuža. In šel noter za zaprta vrata, kjer nisem videla nič in čez pol ure prišel ven srečen, nasmejan, kako je on kužko delal, kako mu je vse prebral in kako je bilo fajn, da on se hoče takoj prijaviti še na eno branje. Wow. In mene je to res tako, mislim, zdaj iz društva Tačk, vsi poznajo to mojo zgodbo, ker je to tako res, s tem se je začelo, cela ta moja in naša zgodba. Res ganljivo, kako je premagal v bistvu ta strah takoj. In meni je bilo, mislim, mi smo res že vse sorte probali, kako se ne bi več bal, pa zakaj se bojiš, pa res nič strašnega se mu ni zgodilo. Sam pač za njega je očitno v tistem momentu bil šok, bil majhen. No in potem midva hodiva domov in jaz to moram pogledati, kaj to je in seveda gospod internet in jaz to pogooglam in najdem Tačke pomagačke in kontakt in a bi želeli tudi vi, berejo v knjižnicah. In jaz ne bo dilen, jaz mislim, da je to bila prvič v mojem življenju ena situacija, ko sem tako impulzivno, brez razmisleka in brez tuhtanja in brez da moram prespati nekaj naredila. Jaz sem vzela telefon in poklicala in se je oglasila gospa Marija. Kaj bi pa vi želeli, mi je povedala. In jaz sem povedala, pač to, kar sem sinom doživela v knjižnici. Kdaj imate pa čas, da se mi oglasimo in tako so oni prišli že v bistvu naslednji teden. To je pa hiter, super. Res, preden bi jaz uspela izdihniti in konkretno premisliti, kaj to sploh pomeni za šolo, ali pa za mene kot nekega, koordinatorja ali pobudnika, so bili že pri nas. In smo že poskusno naredili eno branje in potem sem bila pečena. Wow. Hvala za delitev te anekdote, res lepo, ganljivo. Pa tako lepo se je vse tudi pol spalal. Super. A bi mogoče na kratko opisala, kako poteka to v šoli, v katerem razredu izvajate, koliko učencev, tako mogoče malo na kratko, kako poteka.
Mi smo takrat, ko smo začeli, teh 7 let nazaj, je bilo tako, da pač kar to je bilo napomlad, ne vem, konc marca, aprila in sem takrat pač rekla, ok, teh nekaj učencev, ki jim branje res ne steče, pa mogoče jim bo to pomagalo, jih bo spodbudilo in smo začeli na ta način. Enkrat na 14 dni pač je prišla vodnica s psom, pač 2 različna psa sta prišla. In smo vključili te učence, ki so imeli težave, da bi pač preden zaključijo v 2. razredu, 2. razred je bil to takrat, da dobijo še neko motivacijo do poletja, da mogoče pa začnejo vseeno brati, pa mogoče se začnejo zanimati za branje, da pač so bili to res tisti, ki jim branje ni steklo nikakor, ne glede na vse to, kar smo počeli. To se je pa izkazalo do konca takratnega šolskega leta, da so začeli pol pa vsi sošolci, zakaj pa on, jaz pa ka znam brati, pa ne, pa jaz bi tudi bral kužku, pa ne, in to je bil potem meni res en tako razmislek. Ok, jaz sem se uvrgla v to, jaz sem v tem tistem momentu videla nekaj, s čimer lahko doprinesem, kako bi lahko otrokom pomagala, ampak hkrati mi je to bilo pa res tisti bum v glavi, čak malo se res ni fair, ne, oni, ki pa dobro berejo, pa so zdaj prikrajšani za to druženje. Je izpadlo, da res to potrebujejo, da si tega res želijo. Ko da smo pol naslednje leto tako, jaz sem pač naredila načrt s tačkami, smo cel načrt naredili, da bomo redno sodelovali. Tu moram reči, da mi je šola tudi takoj šla, ker so velikrat v društvu vprašali, kako sem pa prepričala vodstvo, ker ponekod pač to še takrat ni bilo niti toliko dobrodošlo, ko se jim je kar tako nekaj zdelo, ne. Tako da jaz moram reči, da sem jaz takrat rekla, kaj sem videla, zdaj, da jaz sem to pripravljena voditi, speljati kot nek projekt, da edino, kar je, oni so v vsakem primeru prostovoljci, edini strošek je za ustanovo so potni stroški, ne. In to bi pač šola morala pokriti, to je bila edina taka ovira, rečemo. Jaz sem takrat šla v vodstvo in sem pač povedala, ne, da to bi mi, ne vem, enkrat na 14 dni in da to pač pride ta kilometrina, načeloma sta obe gospe takrat bili iz bližnje okolice Ljubljane, tudi ni bil tak strošek. In jaz res navratno, se pravim, to je bila moja prva impulzivna zgodba, no. Ste bili pa prva šola, sploh prva šola, ki ste začela? Dost bilo, da je, jih je bilo dost malo takrat, no. Zdaj v Ljubljani, nočem trditi, ampak vem, da takrat je bilo prav redkost. In jaz sem rekla, če pač ni denarja, pa bom jaz tole krila, te potne stroške, ne. Hvala Bogu, nikoli ni bil problem, res sta bila oba in ravnatelj in pomočnica takoj za in seveda, dajmo. In smo dejansko tako začeli, prvo leto res čist na črno, projektno, ni bilo več nič impulzivno. V 2. razredu, pač jaz sem rekla, začeli bi z drugim razredom, ker takrat se res to bralno opismenjevanje načrtno začne v redni osnovni šoli. In se mi je zdelo, da tu lahko naredimo največji doprinos, tako v tem učnem delu, pa potem hkrati tudi z motivacijo, ne pa z neko dobro voljo. Tako da sem jaz pol zastavila tako, da so od začetka brali, so imeli to branje s kužkom učenci, ki so že dobro brali na začetku 2. razreda. Tako da smo v bistvu tako kot pod neki lestvici, rečemo, v narekovajih, šli navzdol od tistih najboljših bralcev, potem postopoma do tistih, ki še niso brali oziroma so slabše brali. In zdaj, ko je bilo to na 14 dni, smo nekako speljali tako do konca šolskega leta, oziroma da smo naredili možnost, da je tisti, ki je res, če je imel kakšne strahove ali pa da je res bil otrok primanjkljaj, da je imel možnost še kadar brati, ne samo enkrat. Da je imel več možnosti. Ja, da je bilo tako res, da se je sprostil, da je imel priložnost na glas brati s kužkom večkrat, da smo res tako terapevtsko uro naredili, ne. Zdaj, poleg tega sem jaz začela upeljevati postopno tudi neke razredne delavnice, zdaj ne vem, koliko ima smisla, to je res cel projekt. Meni se zdi vseeno fajn tako cel paket povedati pa predstaviti, zato ker potem, ko me kakšne kličejo, ko se želijo lotiti, pa jih recimo iz društva ali pa iz mreže Šolski pes naslovijo tudi name, po neke izkušnje, kolikor želijo celo zgodbo slišati. Ja, super, kar nadaljuj tako, Tako da jaz sem pač, od začetka je bilo tako, da smo naredili srečanje tudi v razredu, da smo začeli tako, da sta ta 2 paraterapevtska prišla v razred, da so vsi učenci jih spoznali, da so se predstavili, da sta oni 2 tudi povedali, ne vem, kdo sta ta 2 kužka, kakšne so njune lastnosti, kakšne šole ima ta upravljal, ne vem, eden je takrat bil še reševalec kuža, ne. Tako da je bilo res tako
vse o negi psa, o tako, kako rokujemo s psom, kako se psu približamo, neke trike in tako ne. Tako je bilo to potem prvo leto. Mi smo pol tudi naredili, ne vem, da smo naredili eno delavnico pri likovnem pouku, da so igrače, da so prinesli stare nogavice in stare majice, pa smo igrače delali za te kužke, da je bilo. V bistvu ste ful medpredmetno pol tudi povezali. Ja, je bilo v bistvu tudi v bistvu učenje o psih, v bistvu že naravoslovje, spoznavanje okolja. Ne? Res tako, pa tu moram res pohvaliti, tudi mislim vse kolegice, ki so tu ves čas sodelovale, ko so se vmes tudi menjavale po razredih, no, ko so bile vključene, tako da ne samo otroci so čakali, tudi učiteljice so čakali. Zakaj niso, ne? Zakaj pa mi? To je bilo zmeraj tako, ne. Čeprav se meni od začetka bilo, da to jaz na nek način silim, pa zdaj vprašanje, ne, meni je vedno bil strah, na drugi strani bo kolegica pripravljena, ne, vse to tudi v pouk, ampak nikoli ni bilo, se pravim, vedno so bile vse res odprtih rok, tudi kar se pouka, pa tih ur od pouka tiče. Smo tudi piškote pekli in to je bilo tudi čist medpredmetno, pa stehtati, pa zmeriti, pa kaj še manjka, pa fina motorika. Ful enih sprednosti, veščin, pa motivacija totalno visoka, sklepam. Šola je dišala po tistih tunih piškotnih, res je bilo to. Prav noro. To je bilo tako, ampak to je bilo prvo leto tako, ne, kar sem se pač po tej poti branja si spomnila, da bi lahko še naredili, ne, za cel razred, za neko skupino, kaj bi bilo še fino, smo sprobavali. Tako da moram reči, da prvo leto ali pa prvi 2 leti sem kar veliko tako. Te prostovoljke iz društva so, mislim, za moje pojme zlata vredne, tako da, ker to je res vse v prostem času, prostovoljno pridejo, vzamejo si čas pripravljene. Ti sam povej, kakšno idejo imaš, pa bomo našli skupno pot, pa bomo naredili, no. Wow, to je res. Potem, res, tako moj poklon, absolutno. Imate isti, eno mogoče vmesno vprašanje, imate isti terapevtski par ali se je zamenil? Od začetka smo imeli tale diva, z gospo Slavico je ves čas. Gospa Slavica Markun je tudi predsednica društva, ves čas, tako da z njo smo res ves čas. To je diva, je že tako kot moja, pa gospa Slavica tudi. Imeli smo pa od začetka še eno drugo psičko, ki je pa lastnica potem vmes žal pač umrla. Tako da smo potem kasneje začeli pa sodelovati še z Olijem in z Jano, no. In z njimi zdaj sodelujemo že veliko, po mojem je pa to zdaj že tudi 5 let. Wow. Tako da zdaj je to stalnica, ne? In zdaj sta Diva in Oli sta naša in to je to, no. Tudi otroci točno vejo, tako da je. Zdaj ste v bistvu res že super upeljani vsi. Ja. Jaz točno vem, kaj lahko pričakujem, ker poznam in vodnici in oba psa, oni vejo, kaj jaz delam in se res lahne. Jaz rečem, veš, kaj imam to idejo, veš, pa jaz imam to, ne, in se pol nekje na pol poti srečamo in lahko naredimo res ful dobre ure, ne samo bralne ure, tudi terapevtske ure. Wow. Zdaj drugače pa tako, cel sistem pri nas tega branja, zdaj pa res že upeljano, zdaj pa ne več neki niti ne improviziramo, ker res naredimo, tako konec 1. razreda naredimo že v 1. razredu, vedno s prvički skupinsko srečanje, tako za oba oddelka in tam potem pripeljeta Diva in Oli še cel kup svojih prijateljev, ker pridejo tudi ti pripravniški pari. Imamo tudi tako 5 do 7 parov, naredimo in potem se res tako vsak par posebej predstavi, ne, povejo pasmo psa, lastnosti psa, tako kot sem rekla na začetku, da so, no, tako oni vsi naredijo. Potem kakšne posebnosti imajo, kakšne službe upravljajo, kaj so že delali, kje vse delajo. Tako se skupinsko predstavijo, potem pokažejo tudi nego psa, kako se psu zobe umiva, kako se mu srce posluša, nohte striže, kako se ga počeše. Potem se pa še skupaj naučijo z otroki, ne, kako zdaj rokovati psom in kaj naredi, če na ulici pač srečaš neznanega psa oziroma če te pes napade, če teče proti tebi. Tako da pač vsi ti vodniki s temi psi potem tudi naučijo jih tale položaj želve, kako se morajo postaviti, tako da res s prakso naredijo, cel proces grejo skozi. Zelo obsežno pa tako, zelo poučno, res tako življenjsko.
To imamo zdaj že res prav tako tradicionalno in res je v redu. No? Tako da že veliko staršev že tako opisuje, pa imajo starejše otroke, a imate še vedno pse, že vprašajo na opisu, ne, ker jih zanima. Pa tako naredijo, ne, po postajah, vsi ti psi, ko pač pridejo na tisto predstavitev in potem otroci v skupincah pa grejo od psa do psa, od postaje do postaje in potem ga lahko, ne vem, ali češejo, ali kakšen trik z njim naredijo, poskusijo zobke umiti, mu vodo pripravijo. Eno tako rokovanje splošno s psi, da tudi malo se navadijo, sprejmejo in poslovimo se potem v tem duhu, da jeseni, ko pridejo v drugi razred, bojo pač z Divo in z oljem, ki sta vedno tudi tam, ne, prali. In s tem branjem smo zdaj prišli tako daleč, da nimamo več na 14 dni, da imamo vsak teden, kar je meni ful fajn, res tako, da so pač tisti dnevi, jaz si naredim tako urnik, da imam vmes tudi luknjo, tisti 2 uri, ki je rezervirano za branje, tako da takrat, ko branje poteka, naredimo tudi skupaj z učiteljico seznam, to še zmeraj začnemo, no, to je res tako zastavljeno, da tisti, ki že res dobro berejo samostojno, da tisti začnejo, da ni takoj nek strah, ne, da oni grejo, pokažejo in da potem tudi motivirajo sošolce, ki pridejo nazaj v razred. Mislim se ne, da bi jih rabili motivirati, ampak ker si Sam je en tak feedback, no. Tako da načeloma zdaj pridejo res tudi, ko smo imeli vmes 3 oddelke, takrat je šlo najbolj na tesno, ampak pridejo vsi na vrsto 2-krat. Tako da tudi pri branju lahko rečemo, ne, ok, zdaj smo se, ne vem, ti gre že zelo dobro, ne, se še pogoče imaš težav pri nekih težjih besedah, ampak zdaj ti fino beri, trenira in ko prideš naslednjič na vrsto, recimo čez 3 mesece, ne, bo pa Diva spet poslušala, pa bo videla, kako si napredoval, tako da je vse zapakirano po eno tako zgodbo, no, in je fajn. Ta bralna urica pa v bistvu tako poteka, sicer poteka v mojem kabinetu in ja, jaz sem zraven, ampak sem jaz vedno tako, da sem kot za nekim, ne vem, kaj bi se temu reklo, špansko steno, tako vmes so police, tako da jaz nisem neposredno, tudi postavitev, pravilo je v društvu, ne, da je pes na sredini, vodnik na eni strani in otrok na drugi strani. Tako da v bistvu tiste pol ure, ko otrok bere, ki je namenjena branju, je sam z vodnico. In vodnice tu res, jaz pravim, vsaka čast so, tako kot da bi bile pedagoginje, pa načeloma niso. Veliko jih je pedagogin, ki imajo svoje pse, pa potem delajo neposredno s svojimi, ampak tudi te, ki niso, obvladajo. No, imajo ta čut. Ja, res tako vodijo skozi, ne, potem naprimer reče, Diva pa zdaj ni razumela, kaj te besede, kaj to pomeni, res je vse tako speljano. Ali pa daj tukaj, lej, Divi se drema, lej, ko zapira očke, daj še enkrat preberi, ne, če nekaj ni šlo. Res tako se da speljati, da otrok nima nikakršnega občutka. Da ga popravljaš, da ga popravljajo. Ja. Wow. In tudi to, kakšne neznane besede, ne, ko ne razume, kako te čudno gleda, ne, karkoli, ki se pač da pri psu, ne, in te majhne otroke se res da na ta način. Na ta način, kar je najbolj dragoceno za moje pojme, ne, in ko vidiš odzive otrok, to je prav tako, da bi se kar jokal. Ja, verjetno, verjamem. Še vedno znova, še po vseh teh letih. Ja, so drugi otroci, ne, in logično. Ja. In vedno tudi preverijo pol na koncu razumevanje, ne, o čem, da je zdaj olju, naprimer, a mu lahko poveš, ne, kaj, o čem je zdaj bila zgodba, a misliš, da je on vse razumel in ti ta mali tak, ja ne vem, če je, pol še kadar celo reče, jaz pa mislim, da te besede ne razume, le kak čudno gleda, res simpatični, no. Tako da je res ena taka zaokrožena celota. Je pa vedno, to sem pozabila povedati na začetku te ure, ko ta otrok pride k meni v moj kabinet, je vedno pač najprej, ne glede na to, da ve, kater pes je, komu berejo, vedno se najprej otroka predstavi psu, da se počasi približa, tudi tega jih učimo, ne, da ti sam počasi pridi, počepnik psu, stegni roko, ne, da ga res potem še vsakega posebej vodnica ga pelje skozi ta proces pozdravljanja, spoznavanja psa, ne. Zdaj, kakšni povejo, da imajo doma psa, ali pa da ima soseda, ali pa da ima teta. Potem tudi to zgodbo probamo vključiti, ne. Zdaj, kako se pa tam približaš, kako ga lahko naučiš, na kaj moraš biti, ne. Sploh pri kakšnih hiperaktivnih potem, ampak to so že terapevtske ure, jih tudi učimo, da počasi, ne, impulzivno, ne. In šele potem, ko naredijo par trikov, ne vem, ko probajo sami kak trik narediti, potem pa zdaj gremo pa brati. Tako da je to res ena zaključena ura in potem na koncu želiš še kak trikec narediti, ga naredi, če hoče, potem dobiš še kazalko
ko imajo oni te svoje kazalke, ki je kuža na fotografiji, štempilko na roko, da je bral psu in gre nazaj v razred. Ja, wow, ful dobro. To je paket branja. Prej si zelo dobro glede razumevanja, ne? Ker to je v bistvu tudi bistvo pri prebranem, pri branju je, da tudi razumemo, kar preberemo. Kje si pa videla, da imajo učenci mogoče največ, je verjetno več težav pri tehniki branja ali čisto različen? Kaj so tvoje izkušnje? Zdaj, tako, v 2. razredu zato sem se odločila, po razmisleku tudi z učiteljicami, da je 2. razred res tista mogoče najbolj smotrna ciljna skupina, ravno zaradi tega, ker večina jih usvaja ali pa vsaj utrjuje tehniko branja, da pridejo res na tisto neko samostojno raven, kjer jim branje kot tako lahko služi tudi za sledenje pouku. Da se ne med poukom, ko bi že morali branje vsaj delno uporabljati pri delu, tudi pri nekih samostojnih nalogah, da se ne takrat mučijo s prepoznavanjem črk pa z vezavo črk. Ampak da res to tehniko branja automatiziramo čim bolj na nek, če se le da, simpatičen način. Mislim, zakaj ne? Jaz že tako pri svojem delu večino stvari, kar se le da, delam preko igre ali pa preko neke sprostitvene dejavnosti, ker pa tudi če damo na stran stroko, pa stroka to absolutno podpira. Jaz, če bi iz sebe izhajala, če sem jaz sproščena, če je moj možgan sproščen, če se zabava, bom veliko več od tega odnesla. Kar pomeni, da en otrok, sploh pa če je v stresu, bo toliko več od tega imel, ne? Bo to toliko večji doprinos. Absolutno strinjam. Ja, in se mi je z tega vidika zdelo, tu jim lahko najbolj pridemo naproti. Ne? Ja, saj tisti, ki imajo težave že tako z usvajanjem tehnike branja, jih imajo tudi kasneje, še v 3. razredu, pa kakšni še dlje. Ne? Ampak mi smo se pač odločili za celo splošno populacijo, to zdaj ni bil ta del z mojimi učenci, recimo, ali pa nasploh z učenci, z nekimi primanjkljaji na posameznih področjih učenja ali pa z nekimi drugimi primanjkljaji, ampak res, da zastavimo za celo populacijo, ker je ta možnost bila in tu je bil cilj, da jim res omogočimo, da še na drugačen način jih motiviramo. Z leti smo potem tudi začeli vsi opažati, in jaz in učiteljice, ne, da je vedno manj se ljudje, in to je mišljeno, ne samo odrasli med sabo, tudi recimo odrasli in otroci, starši in otroci med sabo, vedno manj pogovarjajo, vedno manj berejo. Tako da smo res žal prišli do neke točke, ki jih že večino moramo motivirati za to, da je fajn, če greš v knjižnico, ne vem, ali pa v knjigarno, ali pa v trafiko po strip, da tam noter se res najde en domišljijski svet. In tu je bila še ena taka, v bistvu en tak stranski doprinos, ko je lahko res veliko naredil, še v tej smeri, ne, da smo jih motivirani tudi zato, da vzamejo knjigo v roke pa kakšno stvar preberejo. Ne. Da je to ljubezen do branja hkrati še privzgajati. Ker jih je res bilo veliko takih, zakaj bi brali, ne? Že tako majhni pač niso videli smisla v tem. In bolj, če imamo možnost jim to na nek način v šoli priljubiti, to je za moje pojme. Ne? Ja, res je. Mi tako smo zmeraj naredili, da smo recimo v knjižnici izbrali, pa je tu še knjižničarka pomagala, da smo izbrali res slikanice od najenostavnejših, z veliko slikami, z malo besedami, z velikimi tiskanimi črkami, do tako res postopoma do zahtevnejših, ki so imeli tudi male tiskane črke, da sem jaz imela vedno vsako leto, pač imam cel teh razpon teh slikanic na razpolago, tako da ko se otrok z vodnico in s psom v tem kotičku usede, bere nekaj iz tega, ne prinašajo knjig s sabo. Zdaj velikrat smo naredili tako, da je tista 2 otroka, ker zmeraj sta pač 2, ne, na dan, da sta že zjutraj jih učiteljica poslala k meni in sem jaz glede na to, ko sem vedela, kdo bo prišel, recimo kako dobro bere, koliko je že usvojil tehniko branja, koliko razume, koliko rabi suporta, da sem jaz pripravila, rečemo zdaj tako na oko, 5 slikanic, 5 knjig. Cilj mi je vedno bil, da se v tej pol ure prebere tista slikanica, da ne ostane otrok nekje na sredi knjige, ne, da ima zgodba zaključek in se da pogovarjati. Tako da pol izmed tistih 5 sta si ta 2 bralca, ki sta bila tisti dan na vrsti, izbrala, kaj bosta pa takrat. Ne. To, da ko je prišel otrok potem k meni, ki ga je že kuža čakal, ga je tudi že slikanica čakala in je to bilo že vse pripravljeno. Ne. Res dodelan, super. Wow. Ja, tako moram reči, da z izkušnjami, jaz sem se tu res učila zgolj iz izkušenj. Zdaj, kar se tiče tega
rečemo pasjega dela, sem tudi jaz hodila, ker tačke imajo res izjemno veliko izobraževanj, ko predavajo strokovnjaki z vseh možnih področji, ker pač tudi oni delujejo na celem spektru ustanov, da ta del sem veliko znanja dobila, kinološkega, rečemo, tudi primerne. Kar se pa tega dela, kaj lahko jaz v bistvu v šoli počnem, če že imam na razpolago 2 različna, tudi karakterno psa in 2 vodnici različni, kaj lahko jaz s tem počnem v šoli, je bilo pa zgolj res iz izkušenj in se mi zdi, da tu smo res tako ustvarili en dober program, no, in tudi izkušnje, pa ne da bi zdaj to bilo moje osebno mnenje, to je v bistvu tako po feedbacku, jaz pravzaprav že ves ta čas nimam občutka, da bi se nekaj posebnega pri nas dogajalo, ampak očitno se. Je glas, dober glas je že v 9. vas, tako da je. Recimo, da je tako, temu tako, ja. To je zdaj pač ta bralni del, ki redno poteka, ne. Pol je pa zmeraj še tako, ko smo poskusno naredili tisto prvo leto, pa ko sem rekla, da že v 1. razredu naredimo skupinsko srečanje, vedno probamo še vmes neka druženja narediti, tako da je simpatično za oddelek v celoti, oziroma za oba oddelka v celoti, ne. Naprimer, že v začetku 2. razreda potem naredimo tako, da pride ta en dan, oba para, pa prideta v razred, pa malo pogledata potrebščine, malo povohljata, malo zvezke, kakšni so, kako ste pripravljeni, pa ne vem, jaz si še pol včasih kakšne zmislim stvari, pa še kaj sproti počnemo, pol naredimo včasih tudi za novo leto, pred novim letom, da prideta, pa naredimo mi neka darilca za kužke, pol je včasih tudi tako, da oni kaj prinesejo, pa oni kaj pokažejo, eno leto so jim prav tako čepice dali gor, je še tale novofulnanska, kaj so že tile ta veliki bernski planšar, tale je bila sploh taka, no vse tele tudi ni več. Tale nemška doga Henrik, ona 2 sta prišla zraven Dive in to je bilo, mislim, ko stopijo ti psi, to so res ogromni psi. Ko to stopijo med prvočke pa med drugarčke, to je praktično ista velikost. Ko to stopijo v razred, mislim, jaz imam posnetke in fotografije, ko so tako kar lezejo gor po stoli, ko je to, ne, in ko tako zgrem pogleda, ko gre med mizami, to je ista višina, kot pa otrok, to so res na glavo. In potem smo res tako speljali, da so prišli, pogledati v puščice, so urejene, vse pripravljeno in to je bila spet ene druge vrste motivacije. Tu jih imamo kar takih štori, anekdot v bistvu, no, ko so to, če je bil že ponovno obisk, ne, spet prideta malo pogledati, a ste se kaj naučili, pa sem jaz potem pripravila, ne vem, kakšne papirčke, kakšne skrivalnice, da je dajmo zdaj mi pokazati, ne, pa smo šteli, koliko ima šap, koliko ima nohtkov, koliko ima, da so pokazali, kot kaj so se naučili. In potem je bilo tako, ko so že vedeli, ne, da bo puščice pregledoval, to so bile barvice, to je tudi odmeri rekla, to so še tik prezdajci, če kaj ni bilo učinjeno, je bilo treba... je bilo takrat, si predstavljam. Barvice po Maurici zložene, vedno vse na tej puščici, res. Tako da je prav simpatično tudi ta del videti, koliko en pes naredi. Motivira. Tudi nenačrtovano čisto lahko, no, in iz tega je pol v enem momentu tudi izpadlo, ker je Diva kot glavna, ne, ker pač Divo lahko Slavica prinese takole v naročju noter, ker je to pač japonski špic in nemajhen pes in Diva tudi ne more stali, smo jo pogosto dali na prvo mizo, pa je gledala potem z mize po razredu. Ker je Diva. Ker je Diva, se ima pravo ime, to se tudi otroci zelo hitro ugotovi in tudi obnaša se tako, ima zelo prefinjeno, ima gibanje in zaveda se svoje lepote in imena. In je čistko v hecu je prišlo enkrat, ker pač jaz stopim naprej, jaz sem vam pa nekoga pripeljala, ne, in potem za mano Slavica z Divo v naročju in potem še ona napoveduje, ampak jaz imam še nekoga in učiteljica, potem čisto spontano. Diva je pa kaj ena tajnica in ona vam je pripeljala inšpektorja. In potem je prišla ta nemška doga, ne, in ta inšpektor Henrik, to je ostalo pri nas prav legenda. Ne. Mi imamo tajnico, ki pripelje inšpektorja Henrika in to so potem prihajale zgodbe še od staršev, da so to učiteljico starši prišli spraševati, a res dobite inšpekcija? So rekli otroci, da Henrik je inšpektor, je bilo ime, kaj imate pa za eno inšpekcijo? Luštno, lepo, zabavno. In po je takrat še moja hčika je bila v osnovni šoli še napisala na ta račun eno pesmico in to je takrat rekla, to je himna, to je zdaj naša himna in mi to imamo in to je to, no. Tako da je tudi ta spremljevalni program lahko v bistvu v nekih momentih
zmeraj, ne samo v nekih momentih, lahko prinese res, res veliko. No. Lahko je čisto spontano, lahko je pa popolnoma načrtovano in dosežeš tudi tiste neke cilje, lahko jih zapakiraš tudi v učno-vzgojni proces, če hočeš, vse se da, če hočeš. No. Kjer je volja, je pot, ali kako že, ne. Wow. Sliši se res tako, po eni strani zelo sprostitveno, po drugi strani se pa sliši, da imate res zelo dodelan, da je zelo vse tako premišljen, načrtovan. Se vidi, da ste res usklajena ekipa in da imate res za sabo že toliko let izkušenj. Ja. Pravzaprav drugače ne gre, ne? Ker oni so prostovoljci, ki prihajajo, ampak ne prihajajo samo k nam, oni hodijo še v druge ustanove. Urnik mora biti začrtan na začetku leta. Mi moramo vedeti, jaz moram svoj urnik uskladiti z urnikom razredov, z dejavnostmi, ki potekajo v razredu. Ne, res je tu enega usklajevanja. Tako se vse sliši fino in fajn, ampak ko pod črto potegneš na konc leta, je kar velik dela za tem. Ne? Ja, to pa verjamem. Je slišati tako, ja, velik. V bistvu že načrtovanja že naprej. Pa tako, kot si rekla, ne, že pri izbiri knjigic, pa vse to moraš, v bistvu potrebuješ tudi ti zelo dobro poznati in bralne sposobnosti vseh učencev in se dobro tudi z učiteljico usklajevati, tako da ja, vse to zahteva veliko komunikacije med vsemi člani. Ja. Ti tudi pripraviš, ker si že prej omenila, da izdeluješ prav posebne pripomočke. Kako mogoče to zgleda, bi na kratko opisala, oziroma nekaj jih imaš vidnih tudi na spletni strani? Mislim, začelo se je tako, ko pa vse drugo v pasji zgodbi, čisto spontano. Pač, ko so nastajale fotografije iz teh dogodkov, bolj seveda z dovoljenjem staršev smo iz teh fotografij čisto za uporabo v razredu naredila neke materijale, ne, da je bilo tako kot neke kartice, ne vem, vidnega spomina, razumevanja dogajanja, na neke neverbalne komunikacije, prepoznavanja, kaj se dogaja na sliki. Jaz pač zmeraj neke te naše specialno-pedagoške cilje moram noter zapakirati, mimo tega ne morem, žal. No. Imamo v krvi. To so bile prve take stvari, no, da sem pač tiste fotografije in na drugi strani so bila pa vprašanja, ne vem, čistko, najprej je bilo ne vem koliko otrok, različnega spektra, od opazovanja sličic do kaj misliš, da se je dogajalo, kdo je v ozadju, kakšne pasme je kuža, res tako od preprostih opazovalnih do takih, kaj je že bilo treba malo razmisliti. In to smo pol uporabljali čistko, sam za igro ali pa tako, ne vem, opazuj 10-30 sekund, zapomni si čim več stvari, pa potem obrni. In je spet bilo neko branje z razumevanjem na nek način, ne? Ker je bilo treba vprašanje prebrati, ga razumeti, in potem še pač osmisliti nek odgovor. Poleg tega tudi seveda izražanje v zaključenih povedih, ker to pač pri meni zmeraj sodi v ta paket. Ne. Zdaj, če se že trudimo, da v tej smeri nekaj delamo, ne bomo z eno besedo odgovarjali, zato imamo druge igre. Če imamo pa vprašanja, pa dajmo potem tudi ne. Odgovoriti. In odgovorimo pač v zaključenih povedih. S tem se je začelo, pa pač ne, kar ne bi bila jaz, če si ne bi stvari zakomplicirala, sem ugotovila, da lahko naredim še za druga področja. In tako se je bolj to širilo na pozornost, na čustva, na matematiko. In to pa uporabljajo tako v razredu. Tudi, mislim, pri tebi in v razredu. Ja, zdaj v razredu je potem to čisto odločitev učiteljice. Ne. Tako da jaz absolutno na teh mojih urah, ne, tudi mi, kadar da, tudi recimo vodnice, ki delajo s temi psi, uporabljajo potem, no, kar smo povezani v mreži Šolski pes, ki so različna društva noter, ampak smo pač noter učlanjeni tisti, ki delamo izključno po osnovnih šolah, tako da imamo neka sorodna lahko se izmenjujemo, ne, in materijale in mnenja. In se oni imajo tudi spletno stran, da če koga zanima, lahko tudi tam pogleda, katere šole vse so vključene. Tako da tam si potem tudi delimo. Tako da uporabljajo tudi druge vodnice in drugi kolegi, ki delajo po šolah s psi. Ne. To je stvar vsakega posameznika, ali zdaj to stvar uporabi pri delu, v razredu, individualno, v skupini, ne vem, pri delu s psi tudi izven. Zdaj pri meni absolutno to ni vezano samo takrat, ko pride kuža, ampak so vsi ti materijali vedno na voljo. Ne. Marsikomu je veliko bolj simpatično, da vzame nekaj, ko so gor kužki. Pa bom računal s kužki, pa pač se stavlja pa računa tam, kjer so kužki na sliki, ne, ali pa ne vem, kjer, ko imam tudi ene kocke, ko so kosti gor, pa enim je to bolj simpatično, pa da bi štel, ne vem, z gumbki ali pa številkami ali pa z navadnimi pikami na kocki. Zakaj pa ne? Če je možnost, zakaj ne bi ponudili, ne?
glede na to, da poznam in uporabljam tvoja gradiva, ne dvomim, da so res totalno zelo fina pa uporabna. Ja. Me zanima, z veseljem. Me zanima glede branja. Mogoče edin še, kar si rekla, na začetku pa imajo pač srečanje otroci, recimo en par, pa potem čez 3 mesece spet pride isti par na vrsto, če sem te prav razumela. Ja. Kako pa potem preveriš bralni napredek, oziroma ali preverjate, pa na kakšen način, pa kako se je to pri vas v praksi izkazalo? Zdaj, da bi preverjali, da bi tako lahko čist dali enačaj, da zdaj zato, ker je otrok bral s psom, izključno zato bo on motiviran in izključno zato bo vadil in izključno zato bo čez 3 mesece boljši bralec. Tega si nihče od nas, to smo imeli tudi na mreži debato pred leti, na enem mednarodnem srečanju. Jaz si absolutno niti pred tem ne bi upala trditi. Zato, ker v življenju enega otroka je toliko enih faktorjev, ki vplivajo na to, ali bo on bral, koliko bo bral, kako bo bral, kdo ga bo pri tem spodbujal, ne vem, kdo ga bo usmerjal, kdo bo preverjal ali razume. Mislim, kako se otrok razvija, sploh kako dozoreva, ali mu je pouk zanimiv, ali mu je to sploh zanimivo, da se mora lotiti. Tako da bi rekla, da izključno to in da zdaj bom pa jaz čez 3 mesece preverila, zato ker ti boš spet bral z divo, in zdaj zato, ker je diva. Ne. To je, sicer po svetu so delali preiskave in to v državah, ki so pač številčnejše, mnogo številčnejše kot smo mi in si recimo tudi lahko privoščijo take preiskave, raziskave, ko vključijo več teh društev, ko je več članov in imajo že populacijo otrok toliko večjo, da dejansko so tudi neke raziskave, ki so jim po krvi prav, kot rečemo hormone sreče, in kaj se dogaja, kaj se sprošča v krvi, kaj je prisoten kuža, potem tudi daljnoročni učinek. Tam si potem že recimo, da upaš nekaj trditi, da bi si pa pri nas to upala trditi, pa ne. Ja. Čisto razumljivo. Ne, strokovne plati, z nobene plati se mi to ne zdi, da bi lahko to utemeljila. Je pa res, da mi, zato sem rekla, začnemo z najboljšimi, ker mi že izven tega, že preden smo sploh začeli brati s kužki, pomagava obe specialni pedagoginji učiteljicam, da preverjamo otroke pri napredku v tehniki branja, torej z 1-minutnim testom glasnega branja. Pri nas to naredimo tako, da otroci pač se preverijo individualno, hodijo ven z razreda, ne vem, jaz sedim pred razredom in oni že naprej vejo, tudi staršem na roditeljskem sestanku to predstavimo in pomen branja, zakaj je pomembno, da se otrok nauči, da usvoji, avtomatizira, torej ponotranji tehniko branja, katere so tiste, ne vem, da napreduje od te stresne ravni preko neke ravni, kjer lahko sledi pouku, res do čisto samostojne ravni branja. Tudi jim predstavimo raziskave, ki so v slovenskem prostoru narejene na to temo in jih lahko tudi starši pogledajo, kar je tudi za njih v redu, da ni zato kar nekaj, kar smo si mi izmislili in to tako je. Jaz mislim, da tu imamo pa zdaj že kar srečo, da imamo tudi kar že nekaj strokovne podlage, kjer se to da preveriti. Ja, da je strokovno podprto. Tako da mi pač naredimo na ta način, in potem tudi otrokom to vse predstavimo, da bo vsak pač prišel ven, da bo tamle, jaz imam pač pred razredom mizico in sedim in jaz še tako zmeraj naredim, da pač dam enega izmed teh mojih učnih listov, ko so na neko zabavno ali pa miselno učenje, da potem, ko konča, da ima to pa za domov ali pa za podaljšano bivanje. Tudi vsak dobi tele post-it listke, natisnem tako, da je gor ali deček ali deklica in ima v oblačku, mislim, tele oblački za stripe, ko so tam, kjer pove, danes sem prebral toliko, ne vem, 26 besed, in oblaček je za razmišljanje, si pa zastavimo vedno ciljne. Tako otrok prebere, danes si toliko, kaj misliš, koliko bi pa ti zdaj, če mi čez 2 meseca spet preverjamo, kaj misliš, koliko ti lahko, če vsak dan treniraš, koliko lahko pa naslednjič. Pa ponavadi kar izstrelijo pol eno številko, za zanimivo je, kaj oni kar si dajo ful večjo številko. Tako da jaz sploh v 2. razredu dajva enih 10 besed, recimo 10 več ali pa zaokroženo na neko z 10, to bi pa bilo. In oni si dejansko zapomnijo, pol naslednjič povejo, toliko sem si dal za cilj, doma sem probal, doma mi rata in jaz mislim, da tu je, velikokrat imamo tako en strah, zakaj jih je zdaj treba meriti. Ampak po drugi strani je ravno to, ko imamo zdaj mi neko normo, in ko jih mi merimo tisto 1 minuto, vse jih merimo 1 minuto, vsi imajo isto možnost, vsi pridejo ven, vsakim najprej malo poklepetaš, da se sprosti.
Tudi za učitelja je potem nek feedback, ne? V tolikem času je ta prebral toliko besed pravilno, tisti toliko in lahko učitelj potem tudi znotraj pouka diferencira in da pač otroku, ki slabše bere, neko besedilo, ki je primerno njegovi, da ni izpostavljen stresu v razredu, ne? Hkrati pa je lahko tisti, ki obvlada že, mislim, roko na srce, eni takoče berejo že, ki pridejo v šolo. Zakaj bi potem tisti stagniral ali pa celo nazadoval, če mu lahko učitelj da pa dodatno vlogo, ne? Bo prebral navodila, bo bral več stvari. In to je tisto, kar jaz mislim, da nam eno tako preverjanje branja, tako strokovno spremljanje lahko da velik doprinos tudi znotraj pouka. Ne sem, da povratno informacijo otroku in staršu. Tako. Ja, in jaz tudi zmeraj nekaj jim te listke dam, ker je post-it listek, zato mi je fajn, ker se na eni strani lepi in tudi zmeraj zrolamo in vedno jim povem, to je samo zate in tvoje starše, sošolcem pokažeš samo, če želiš. Niti treba pokazati nikomor, ne učiteljici, ne sošolcem, daj si v torbico, to je zate, to je samo tvoje. Res na lep način to izvedete, no? Pa tako res tudi to prenos za otroka, da si potem postal cilj, ne? Ja, in to možnost soodločanja mu hkrati damo, jaz koliko jih vidim, ko so tisti kar presenečeni nekateri, kako, pa pol razmišlja in načrtuje del potem učenja nekih življenjskih spretnosti. Ne? Ja, zelo pomemben v bistvu. Ja. Hkrati na drugi strani imamo pa mi točno potem dodelano, ne? Kako je kdo napredoval, jaz pač iz tega potem res naredim pač statistično obdelan, tako da imajo tudi same in za učiteljice, da imamo tudi, pa tudi za starše seveda, če želijo, brez imen potem, da je tudi grafično prikazano, da se točno vidi, kje v razredu je otrok, kaj je zdaj tisto povprečje razreda, kaj je slovensko povprečje. Vseeno je včasih fajn, pa ne gre se zdaj to res ne za nobeno tekmovanje, ampak fajn je in to jaz tudi staršem zmeraj položim na srce, no. Da šele takrat, ko bo otrok se ne bo več zavestno ukvarjal s tehniko branja, s prepoznavanjem, ločevanjem, šele takrat bo lahko začel uživati v branju in šele takrat se bo lahko ukvarjal s vsebino. Navadi potem res razumejo. Ne? Drugače samo mučenje in res, kdo bo bral, kdo bo izpolnjeval koledarček, še to je. No? Jaz jim tudi naredim zmeraj bralni koledar, tako da je narejen za vsak mesec in tam to potem učiteljice tudi vodijo, ne? Da prinesejo, da si naredijo kljubco, zvezdico, sončka, karkoli. Pa se jaz potem tudi zmeraj navezujem na to, ne? A ti uspe, kolikrat ti uspe, kdaj ti ne uspe. Tako da je res tako vse sistematično povezano. No. Res mi je všečno ta celotna praksa. Ja. Res imate zelo dodelan cel sistem. No. Tudi to, kako preverjate, se pravi preverjaš takrat pred začetkom, pa potem... Na začetku šolskega leta. Ja, recimo na začetku šolskega leta, bolj je pa spet odvisno, ne, to je zdaj spet cel kup usklajevanja. Spet moj urnik razredov, to ni enostavno. Jaz vseeno imam 27 ur pouka, to je velik, ne, in tu noter zdaj dati 2 uri, da bom branje v drugem razredu, ker recimo to branje potem ocenjevanje branja na ta način peljemo v 2., 3. in 4. razredu. In zdaj optimalno je, da to naredimo septembra ali pa začetek oktobra in vsaj na koncu šolskega leta. Zdaj v 2. razredu bi bilo optimalno narediti še vmes na sredini, da imamo še tisto neko zimsko fazo, ne, koliko napredujejo, ker oni vseeno so v tistem obdobju, ko intenzivno usvajajo tehniko branja. In zaradi tega je tudi tisto vmesno obdobje zelo pomemben pokazatelj potem, kako napredujejo. In potem točno vidiš, ne, da spodbujaš, koga moraš bolj spodbujati, komu moraš dati, ne vem, več feedbacka, kje moraš komunicirati še starši, tudi recimo kakšnemu razložiti, kakšni zelo dobro in tudi zelo hitro berejo, ne. Drugič bom pa, ne vem, 150, res imela učence, ki so brali, ki se je meni zdelo nečloveško, da lahko nekdo tako hitro, ampak tako melodično, ritmično, s tistimi kvalitetami odbere in res vse, in tudi če je bil dialog, kada sem bila v gledališču. Ja, in tu jaz potem otrokom tudi vedno razložim, ne, da je zelo odvisno, tudi nekateri hitreje govorimo, nekateri govorimo počasneje. Tudi govorila, ne vem, karakter, vse sorte vpliva. Ja, in bistveno je, da pač ne zdaj s pomočjo učiteljice ali pa mene prepoznamo, kje je pa zdaj, do kje pa ti lahko greš. In jaz jim zmeraj rečem, jaz ocenjujem, da ti pa lahko še malo bolje bereš, ne bi šlo še malo stisniti. In tako, če jim damo eno to moč, ne, da jim rečemo, jaz tok te pa zdaj že poznam, pa ker jih res poznam, ko sem v veliko razredih,
Pol lahko rečem, jaz verjamem, da zmoreš in potem tudi oni verjamejo, da zmorejo. Ja, to je Pygmalion efekt. Ja, res lepo. Pa si v bistvu res ste ugotovili, da je drug razred prima za ta trening. Nam se je res tudi pokazalo potem, tako, ker jaz sem iz golih predvidevanj šla, se mi je res pokazalo, da to je idealno takrat. Potem v višjih razredih pa ostanemo tako, ker jaz sem pol z leti začela tudi ugotavljati, da seveda ne morem zdaj ostati sam pri branju, ker beremo, pa zdaj smo to že upeljali, pa pečemo piškote, pa ne vem, kaj vse delamo v zvezi s psi. Zdaj pa me je začelo pa terapevtsko delo mikati, To smo pa počasi začeli te ure upeljevati, tako da organiziram odvisno od leta, odvisno od učencev, tudi probam čim več teh terapevtskih ur za otroke, ki jih sama obravnavam, torej za otroke s primanjkljaji, kakršnimi koli že, Tam je pa še več dogovarjanja, to je tako res spet druga široka tema. To so pa res tako še drugače spet dragocene ure. In tam je treba pa res veliko usklajevanja med mano in med vodnikom in med psom, ker v bistvu morava celo uro načrtovati obe že vnaprej, da potem speljemo tako, kot je. In te ure imamo pa potem res od 1 do 9. In tudi 9-šolci pridejo, jaz bom, ni se tale strast ne zmanjša z leti, tudi tako, ko psi prihajajo iz parkirišča, ki moramo čez celo šolo k meni priti v drugo nadstropje, to je tako, ker grejo po hodniku, lahko božam. Še bolj zanimive so kolegice, kakor pridejo ven iz zbornice ali pa z razredov, sem zato, da bojo psa pobožale. Ja, pa se res toliko pozitivno vpliva, res ima tako vpliv na naše možgane, da je res fascinantno. In res čisto na drugačen način, lepo, tako prav ganljivo, recimo je gledati kakšne te 9-šolce, ki imajo bolj terapevtsko uro s psom, to je pa tako, jaz se kar ježim, tako ganljivo na poseben način. Wow. Ali pa zdaj recimo, ko smo po vseh teh koronskih časih zdaj imeli par obiskov, smo se zdaj na vrat na nos dogovorili proti koncu in so prav tako ti 9-šolci še, a pride, jaz si nisem videl že tako dolgo, kdaj pride, in to so prav čakali, sam zato, a lahko pridem takrat k vam, sam zato, da jo pozdravim, da jo pobožam. Tako res, ko si misliš, zdaj je 9. razred, kdaj so že tisti časi, ko je delal ali pa delala, z njo pa jim je tako ostalo. Te izkušnje so zagotovo dragocene in mislim, da večno zapisane v spominu. A bi mogoče delila še kakšno tako, prej si že zelo dober, mi je bilo tako res lepo, ko si anekdoto sinom, kako je premagal ta pač strah oziroma to slabo izkušnjo, ki je imel s psom. Je verjetno še kakšna taka zanimiva anekdota, ki bi jo pač bila pripravljena deliti z nami? Ja, lahko še eno s strahom, ker tole s kolegico. Imamo res z eno kolegico zgodbo, ki je bila tako, ona ful navdušena, kužki bojo, ampak jaz res sem, naj ne pride k meni, res se bojim psov. No in pa smo ji pripeljali Henrika. Mislim, tega inšpektorja. Temška doga, to peteliček, to je res velik pes. In to je bilo, ampak ona je dejansko, in potem, ko smo prišli do tega postopoma, da bo prišel zraven nje, da bo ona pobožala. To je bilo cele priprave, kot z otrokom pravzaprav. Ampak na koncu, ko je prišlo do tega, da se je ona usedla na klopco in je Henrik bil zraven nje, to je bilo treba slikati takoj, ker same pa slikajte, ker doma mi ne bodo verjeli. In ona je postala tako največja ljubiteljica v šoli. Prihajajo, da vas pozdravim. Niso samo otroci tisti, kjer lahko narediš velik spremembo. Pri kolegih se da. No, se za nazadnje tudi, ko smo imeli srečanje, ravno imela ta učiteljica, ko smo imeli skupinsko srečanje v razredu in je ravno tisti dan imela rojstni dan, smo to naštimali. Olju, mašno, gor, pa ene bombončke za vrat. Sta prišla v razred in smo vsi, seveda jaz sem začela in vsi učenci in smo zapeli in je bila takole, je bilo presenečenje. Verjamem, to pa res. Presenečenje. Drugače s temi anekdotami, toliko tega se nabere v 7 letih, da včasih tako, mislim, zagledaš enega XY psa, pa se ti kar neki, saj je res, a se spomniš, ali se ti v sanje prikrade. Tako da prav razmišljala sem zadnjič, kaj bi bilo res takega, ampak res bi težko izločila,
Si zapisuješ kaj te anekdote, verjetno niti ni časa, ampak bi verjetno lahko iz tega knjigo izdala. To je moja slepa pega, zato se smejim, ker jaz ne sam iz pasih anekdot, tudi sicer, jaz ko vsake toliko rečem, jaz bi res morala to beležiti, ker jaz bi že imela tako zbirko, da bi lahko že telenovelo posnela in to bi lahko gledano, zagotovo. Ja, zagotovo, res. Ker tega se res nabere tako z leti, mislim, da sem že precej let za sabo, no, in je vseh teh zgodb, takih in drugačnih, in anekdot, in žalostnih zgodb, res cel nabor, ne. Mislim, se tudi takrat, ko pečemo piškote, otroci to probavajo in to s takim veseljem, ne, mislim, sej je polnozrnata moka in tuna, sej nič takega, ampak eni so, že to gledaš, eni z največjim užitkom, tisto gnetejo in potem, jaz to hočem probati, jaz to moram probati, to so zmeraj take štorije. Ja. A lahko še za domov, jaz imam tudi kuška, a lahko še za domov, Tako da so tudi kakšni starši poklicali, a mi poveste recept, Res pa vidiš, tudi koliko otrokom pomeni, kad delijo to starši, ki pride pač tudi do staršev, tako kot si rekla, zelo velikrat. In če starši že na začetku šolskega leta vprašajo, če boste nadaljevali, je to res en velik pokazatelj. No? Nekaj mora biti na tem, ne? Ja, mislim, da si zelo lepo povzela in da smo zdaj zvedeli veliko novih, koristnih, zanimivih informacij. Tudi sama sem se ogromno naučila, hvala. Res je bilo zelo prijetno poslušati, bi te še priznam. Bi mogoče še kaj dodala, kar se ti zdi tako pomembno, oziroma če bi še kaj dodala, kar nisva povedali. Jaz mislim, da sem že res veliko povedala in o otrocih in o kolegih in o psih in o vodnikih. Jaz zagotovo sem sama kot oseba, ne samo kot specialna pedagoginja, ogromno od vsega tega odnesla in če sem čisto odkrita, so tudi mene tako konkretno brcnili z neke cone obdobja, ko sem počela zaradi psov in s psi stvari, ki jih v življenju sicer ne bi. Mislim, to, da sem jaz, ne vem, napisala članek ali pa da sem dala intervju in da so me snemali, da sem imela ono kamero pred glavo, ne v življenju, ne, to ni moj medij, jaz se pač ne izpostavljam to vrstno in meni je bilo, ampak ko je Slavica prišla, veš, rabimo in potem sem jaz rekla, tako da je tako en cel paket, no, in jaz sem jim res neznansko hvaležna, da tako lahko počnejo res prostovoljno, res kapo dol, jaz ne morem povedati sploh, koliko sem hvaležna za njih in za celotno to izkušnjo. In se veselim, da ne bo nobene držim pesti, da ne bo nobene karantene, da mi končno spet to zdaj po 2 letih peljemo, kar pač ni bilo izvedljivo zdaj v tem času. In tudi za otroke ni bilo v redu. Otroci, ki so zdaj v 4., 5. razred, je to zdaj tako, zakaj pa mi nismo brali, ne? Ja, se strinjam, naj se tvoje besede o tem uresničijo, Najlepša hvala res še enkrat za sodelovanje, res sem zelo vesela in počaščena. Vsem pa hvala za poslušanje.